in a parallel universe. Pozdravljeni v novi daji Petkov Ekstrem in danes ima oddaja Gregor. Tako je. Tako da, Gregor, povej, kaj boš Danes bomo govorili o različnih paralelnih svetovih, drugih svetovih, ki obstajajo. To v bistvu najbolj poznamo iz kakšnih stripov ali pa iz sket, ker s tem v bistvu oni, ne vem, imaš 5 Spider-Manov, različni igralci igrajo vsakega Spider-Mana, kako oni to zagovarjajo, pač obstaja nek drug svet, na unem svetu je pač ta, na drugem svetu je pač nekdo drug. Se pravi, imamo naš svet, Tako. pa imaš pa še nekaj podobnega. Ja, v bistvu obstaja milijon verzij, ali pa ne, v bistvu neskončno verzij svetov, ne? In pač ponavadi so najbolj zanimivi tisti, ki so podobni našim, ali pa da so majčken drugačni. In zaradi tega, in o tem bomo govorili. Dejansko obstaja pač realno teorija in zelo veliko v bistvu znanstvenikov verjame v to, da paralelni svetovi obstajajo. Tako da, ja. Ja, vem, Miču Kaku. Ja, On je rekel, da je v bistvu déjà vu občutek, ki ga dobiš, je v bistvu paralelni svet, ko se je isto zgodilo v paralelnem svetu in se tudi tebi zgodi. Tako da, to je eno od teh stvari, ampak ok, gremo od začetka. Prvič v življenju, v bistvu odkar obstaja Petkov Ekstrem, gremo od začetka in to je od Big Bang teorija, od Big Banga. Ja, nismo še tam bili. Ne? Ja. Tako da vse se je začelo, se pravi, približno 14 milijard let nazaj. Malo več, ampak gor pa dol, se nima veze, ki je neki sprožil, bam, in je ratal našo vesolje, naš svet, v bistvu to, kar danes poznamo, je takrat ratal. In zaradi tega je v bistvu tukaj je zdaj teorija pride, da ni nujno, da je v bistvu takrat ratal samo naš svet, oziroma lahko je tudi kasneje ratal spet drug svet. Imamo drugače ful različnih teorij tega paralelnih svetov, ampak jaz bom dal tri bom v bistvu povedal o njih, zaradi tega, ker Primerov, ki so se zgodili. Ne, primerov. 3 načine, kako vidijo teorije v bistvu paralelnih svetov. Se pravi, prva je neskončna vesolje. Jaz sem to prevedel v slovenščino, v angleščini Infinite Universes. Se pravi, tukaj v bistvu ne vemo v bistvu točno, kakšna oblika je vesolja, ampak vemo, da jih je več. Se lahko v bistvu po slikci vidiš. Milijon različnih vesolj. Milijarda neskončno. Ja, neskončno v bistvu različnih vesolj, ki je v bistvu podobnih k naše. Gremo naprej. Druga, ki je bolj zanimiva, je, se pravi, mehurni svetovi, to je Bubble Universes. Okay. To je, se pravi, to je v bistvu, tako kot sva rekla na začetku, se pravi, Big Bang je naredil naš bubbleček, se pravi, naš mehurček, ki noter smo v bistvu mi, in da imamo svoje zakone, fizike, svoje stvari, in to je v bistvu tako, kot ta slikca prikazuje. Pač več jih je, in vsak je različno, različno velik. Eno vprašanje. Ja? Bubble Universes, to pomeni, da je skup vrata ali se tako, da se bombardira, mislim. Ja, lahko tudi zaletijo. Ja, lahko si tudi zaletijo zraven, pa pol imajo kakšne skupne, mislim pač lahko rata tudi kakšni problemi, ampak to še niso točno raziskali. Ja, ampak pač nekje, nekje v bistvu teorija, da pač nekje, ki so drugačna fizika, zaradi tega, ker je pač iz drugačna stvar je povzročila ta boom. Se ne vemo, kaj točno je povzročil Big Bang, ampak pač karkoli že je to povzročil, pač delci so bili na različnih mestih in je pač fizika drugačna. Se pravi, tam ne velja je mc kvadrat ali pa kakorkoli tako, pač drugače funkcionira, gravitacije ni ali pa ne vem, kakorkoli. Zanimivo, to. Čudno. Čudno, pa težko si predstavljam. Ja. Pa gremo pa na tretjo, temu se pa reče hčerinski svet, tako sem tudi jaz spet prevodil, Daughter Universes.
Se pravi, tukaj v tej teoriji je pa tako, da v bistvu vsako odločitev, ki si jo ti kdajkoli naredil, je v bistvu se zgodila nekje, ker to v bistvu deluje na kvantni fiziki in v bistvu kvantni mehaniki. In to je teh najmanjših delcev, ki v bistvu delujejo na ta način, da v bistvu si nekje, pa nisi nekje, se pravi istočasno, kar je v bistvu nemogoče. In pač vse možne variante, ki so se kdaj zgodile, so se naredile. Se pravi, ne vem, ti si se odločil, da greš, ne vem, na Rašico ali pa na, ne veš, a bi šel na Rašico, a bi šel na Primoža, pa si se odločil, da greš na Primoža, ki greš vsak za na Rašico, ampak v drugem univerzi si pa rekel, si šel pa kaj. In v bistvu vsaka odločitev, ki si jo ti kadarkoli v življenju imel, se je naredila in v bistvu obstaja neka čist XY verzija tebe, ki se je čist druge stvari odločala in je v bistvu na koncu čist drugačen človek, kot si ti. Se pravi, v bistvu vsak trenutek, ki je bil, je pripeljal do tega trenutka, ki zdaj le snema. Točno to. Ne vem, lahko si šel tudi na Kitajsko učiti, lahko si šel s kakšnim kolegom na pijačo, pa si spoznal tam ljubezen svojega življenja, lahko jaz nisem šel na žurko, pa nisem spoznal Katarine in nisva tam skupaj, tle pa sva in pač vse možne variante so se nekje naredile, tako da Kjera je pa ta prava? To pa ne ve. Ta prava je tista, ki jo ti živiš. No ja, to je res. Ampak kaj si želiš? Ja, želiš drugo. Ja, vedeti moraš, da pač nekje je en Matic, ki se je v eni stvari drugače odločil, kot si se ti. In čim drugače živi zdaj. Ja, in zaradi tega je pač mogoče ta prave cifre na loto dal in je milijonar, mislim, je, sigurno. V enem svetu. Ja. Tako da, to mi je všeč, nadaljuj. Tako da lahko bi ga spoznal jaz tistega Gregata, ki je prav cifre napisal. Ali pa Matica tudi dobro, če poznal, čisto reda. Ok, gremo naprej. Pa zadnjo imamo pa sporedna vesolja, temu Parallel Universes, to je pa v bistvu te svetovi, kakor jih v bistvu prikazujejo tako, kot sva že rekla, v vseh teh filmih, se pravi, je nek svet, ni tako kot teh čerinski svetovi, ki je v bistvu vsaka odločitev je nekje nekam pripeljala, ampak tukaj so pa v bistvu teorija, da so svetovi, ki so podobni našim, ki je v bistvu čist drugačen lahko ali pa zelo podoben našemu. In tukaj je recimo, ne vem, v teh stripih pa to imaš, se pravi, ne vem. Se pravi, Spider-Man je moški, tam je pa ženska, pa ne vem. Prav pač svet, kjer je lahko čist malo drugače, kot je tukaj, ampak vse spremeni. Ja, ok. Tako. Tukaj drugače obstaja neka 10x10x122 je neka matematična formula, po kateri so ugotovili, da je jih bilo. Ja, da je to tok univerzalno. To je to. Zdaj greva pa midva naprej. Na neki v bistvu bolj zanimivega. To je bila samo teorija zdaj pa v bistvu stvari, ki so se zgodile ljudem, da dokazujejo, da obstaja paralelna vesolja. Da je teža paralelna vesolja. Tako je. Okay. Se pravi, začnemo kar iz prvo zgodbo, ki se začne leta 1954, je nek gospod preletel na letališču v Tokiu, pristal. Sem v mojem slišal. Par od teh paralelnih vesolj sem tako, že kaj gledal, ampak je tazio. Cool. No, pa me boš pa dopolnil, če bom kaj pozabil povedati. Se pravi, on je preletel dol, gre ven, pokaže, v bistvu ga vprašajo, iz kje je letel in on pravi, da je preletel, mislim, da iz Andora, nekaj tazga. Ja, točno. Iz neke države, ki pač ne vem, ker so najprej mislili, se jo pač zmislil. In pol onda pač valjda pasuš, pa to. In pač ta pasuš je imel tudi. In pisal gor Andora, vse poštemplan, kako mora biti. In jim ni bilo več jasno, kako ta država itak ne obstaja. Mislim, pa sem mu pa rekel, kje pa je ta država, pa on tako pravi, med Španijo pa Francijo, tam vmes, pač majhna državca, gor dol. In pač tukaj, ker je v bistvu Tauranija. In tako, in pač tam je neka pač država. Andora, mislim, kako se to spomnim. Ja, se nima veze, In pol pač zaradi tega, ker je bil tip sumljiv,
In so pač rekli, da bojo pač dali spremstvo in ga so dali v hotelsko sobo in stražo pred vrata, zaradi tega, da pač lej, ker to morajo pač raziskati, ker pač res ni bilo logično. A ne? In njega so dali noter, zjutraj, ki so se zbudili, ki so noter prišli, njega ni bilo dokumentov, ki so jih pustili na policijski postaji, nič, vse je zginil in zgledaš pač on v tisti svet, kjer je Andora bila in je pač prišel. Pristal je v enem drugem svetu, potem pa zjutraj so se zbudili, te vranja, valjda, sej snaš. In to je bilo to. Ja, pač mogoče je bil tam pač samo hotelski, ne vem, pač. Ne vem, pač bilo je navaden. Ja, mislim, ni bilo navaden, če je izginil. Ampak okay. In nismo mi v unmu univerzu, da bi vedeli, kaj se je tam naredilo. Pač, je pa zanimiva teorija, če se je to dejansko zgodilo. Kako cool. Da dejansko. Kaj pa če bi to en prank iz 50-ih? Tudi lahko da. Ampak fajn je verjetno. Bolj se počutiš, če verjameš v take stvari. Gremo na naslednjo zgodbico. Naslednja zgodbica gre o dveh študentih. Ona dva sta prišla na neko univerzo, kjer se je obnavljalo, kjer je bilo pač veliko dela in gor pa dol, in jima je profesorca rekla, vidva imata gor sobo v 3. nadstropju, oni so bili v 2., ker so tam delali, pa folk je prenavljal, pa delal, pa ne vem, kva še vse. In oni dva greta valjda v dvigal, da bosta šla gor v sobo, prideta gor, vrata se odprejo, vse temno. Ona dva stopita naprej, nikjer nobene žive duše, nobenega vrveža, nič, prazno. Vse vrata so bile starinske iz 70-ih, tepihi so bili stari, vse je bilo tako res starinsko, šla sta pol do okna, vidite tam dol, pogledata, dol nobenega človeka, prazno, nič. Njima ni bilo nič jasen. In gledate tam, malo se sprehajate gor dol, pa sta rekla, da greta. Vrata od dvigala so ostale skozi odprte, se niso zaprle, kar je tudi čudno. Ampak greta onega nazaj od dvigal, dol v drug štuk, se odprejo vrata, spet folk na polno. Spet vrveš vse tako, kako je bilo, greta onega do Perfokse, pravite, dej, gor, mislim, profesorce, gor ni nič, mislim, gor je vse starot, zgleda, sem videl, v napačen nadstropje šla, pač tukaj ni nič, to ni to, ki je, pa ono tako, kako, če sem bila dele, pošten, kak sem dol prišla, bila sem gor je polno folka, tam je vajna soba in to je to, in grejo pošten gor in gor valjda folk na polno hod gor dol, vse novo, vse prenovljen, vse funkcionira in pač zgleda sta v paralelni svet prišla za trenutek. Tako, kjer tega v bistvu ni bilo. In tukaj je v bistvu spet, lahko se je nekdo to zmislil, je pa fajn verjeti. Tako da, pa imamo pa še tretjo zgodbico, ki jo pa v bistvu, ker jo nisem napisal, jo bom bolj na hitrco povedal, bom zgleda po moje kar dosti detajlov zbustil, ampak nima veze. Gremo naprej. Se pravi, punca spi v svoji sobi. Katera? Ne vem, pač nekaj v Ameriki nekje, recimo. In ona se zjutraj zbudi, pač ona greta iz fantom spat, se zjutraj zbudita in v bistvu se zbudi ona sama. Ona gleda, kje je fanta nikjer, ne bo še šel v trgovino, gre ven, mrčka ne bilo drugače, ampak navaden, pač malo stvari, pač nisi pozoren. In ker naenkrat ona vidi njega fanta ni, ona kliče njega na telefonsko, vidite, ki jo je vedela na pamet, kjer ni ta številka, ne obstaja, gor dol, ne načasen, kliče pol kolegice, kaj veš, kje je moj fant, to ne vse, kakšen fant, ti nimaš fanta, in tako, kako nimam fanta, kliče mami, prejšnji teden smo bili na kosilu, na večerji, gor dol, ni ga bilo, tako, kakšne večerji, ni bilo nič, nobenemu ni bilo nič jasen, ona je bila že čist zmešana, kva se zdaj dogaja, meni nič jasen, In pol v bistvu ne vem, kako točno se je zaključila ta zgodba, ampak najverjetneje se je zjutraj zbudila. Pa je bil on tam zraven, Ampak pač, tako, pač je spet, what? Kako, mislim, pač slej, spet si, lahko si nekdo spomnil, je pa fajn verjeti. To je že tretjič zdaj. Ampak, paralelno veslo, Tako da to je to kot teh zgodbicah. Zdaj, če midva tukaj... Sprav, paralelni svet.
Da je isto, samo da je lahko malo obrnen. Mačken so Da drugačni. ni čisto vse drugače, ampak da je. Tako. Tako. Ne vem, recimo ti sediš tle, jaz pa sedim tle, tako pač, a veš. Ker snimava petkov ekstrem, to bi bilo čudno. čudno. To bi bilo čudno. Ali pa da si ti tle doma, jaz sem pa ne vem kje nek. Ne vem kje. Ne, to bi bilo čudno. To bi bilo res čudno, ne? Okay. Ne bi Katarina tle nikoli uletela noter med snemanjem. Kva, ne. Ja. Se pravi, ja, mečken drugače. Mačken drugače, ja. Pa ne vem, recimo, da ne vem, v drugi svetovni, da ne bi, pa da Trsta ne bi bil slovenski, da bi bil italijanski. Ali pa ne vem, pač to bi bilo ful čuden. Ali pa ne vem, ne vem sploh, da Luka Dončić ne bi osvojil, mislim, da bi Luka Dončić osvojil Rookie of the Year, ne? Ja, je Pač Trijank. Trijank, ja. Zdaj se nima veze. Nisi zaslužil. Dončić je bil Mislim, boljši, ampak mogoče. itak zaradi tega, ker je Američan, mora on zmagati. Sam jaz bi pa zato, ker je naš, a ne? Ja, oni pa sej, ja, no, dobro, tak, itak. ja. Ja, sam naš more, No, zaradi je, tega, ker ker je bil boljši. tako. okej, Tako. Tako da ja. To kot tem, a je še kakšno, Ne vem, imaš kaj zapovedati? neč, to je to. Po se pa vidimo, ko se zagledamo. Drug teden, najbrž. Ne? Tako. Adijo. Adijo.